Vsak je svoje sreče kovač. Dobrodošli v kovnici sreče in zdravja, klepet ob kavi. Evo, mesec december se bo kmalu začel in je treba malo energijsko spucati prostor, da naredimo prostor novemu. Tole je Palo Santo, ena krasna zadeva, ki prihaja iz Peruja. No, tam iz področja Peruja in Brazilije pa prihaja tudi Una de Gato, mačji krempelj. In ko sem jaz prvič slišala za mačji krempelj, tako nisem bila najbolj ziher, kaj to pomeni, a ne? Pa rekla sem, ne, jaz sem vegan, jaz sem vegetarijanka, jaz se ne grem teh stvari. No in potem so mi obrazložili, da je mačji krempelj pravzaprav ena vrhunska zadeva in sami veste, da rada raziskujem zdravilne rastline sveta in tokrat o Una de Gato mačjem kremplju in evo jo, je že prišla, je že pozvonila, Jelena Dimitrijevič je v naši družbi, lepo pozdravljena, dobrodošla, izvoli. Še tako vzdušje sem naredila s Palo Santotom, ker ipak je pa Una de Gato doma v amazonskih deževnih gozdovih. Tako res je, ja. Da neutraliziramo tudi ta prostor, da ga očistimo, kot tudi mačji krempelj, ki nas notranje tudi očisti. Notranje očisti. Ja, tako je. Ker sem jaz imela težave z dlesnjo, si mi priporočala, da tudi takrat vzamem Una de Gato, ampak ni pa to klasično. Una de Gato, se pravi mačji krempelj, ponavadi ljudje povezujejo z imunskim sistemom, kaj ne da? Ja, tudi recimo, ko si zdaj omenila zobje, pa mogoče vnetje, to je tudi nekako povezano z odzivom našega imunskega sistema, če ne more obvladovati določenih virusov, bakterije, pride do vnetij. Ampak bi sam na začetku omenila, kaj pa je, ti si nekaj že začela zgodbico okrog mačjega kremplja in ravno to je, da ljudje spet pomislijo, ja, kakšni so to kremplji, to od kakšne mačke in tako dalje, ampak ni. Posebna pasma mačk, ki ima iz posebnih mineralov krempeljčke, ki jih pol postrižejo, a ne, in pol to ljudje jejo, a ne. Ja, tako, ampak dejansko to ime izhaja ravno iz tega videza, kako izgleda sama rastlina. Najbrž bo tudi kakšna slikica zraven. Pod vsakim listom sta v bistvu ena taka dva trna, ki izgledata kot kremplje in zaradi tega je to tako ime. To je v bistvu divja uspenjalka, ki zraste tudi tam nekje do 30 metrov višine in raste v predelu amazonskega deževnega gozda in je že dolgo znana tistim, ki živijo v teh krajih in je pridno uporabljajo. In je tako eno univerzalno naravno zdravilo. In definitivno je izjemno dobra za naš imunski sistem, deluje proti različnim virusom, bakterijam, glivicam, patogenim organizmom, ampak izjemno močno antioksidativno deluje, se pravi, zmanjšuje ta stres oksidativni, pa tudi proste radikale, ki se vsakodnevno tudi ustvarjajo v našem telesu. Mačji krempelj so v bistvu prvič začeli bolj tako raziskovati ali omenjati takrat, ko ga je tudi Svetovna zdravstvena organizacija prepoznala kot izjemno rastlino. Tam leta 1994 v Ženevi je bil tak en kongres, ki je prav bil posvečen mačjemu kremplju in so takrat to rastlino razglasili kot rastlino leta v povezavi z zdravljenjem raka. Predvsem je nekako tako začela se raziskava ravno na tem področju. Tudi na medicinski fakulteti v Gracu so pol ugotovili to izjemno neverjetno delovanje mačjega kremplja ravno za preprečevanje širjenja raka ali nastanka rakastih celic. Tako da to je nekako bolj primarno, ampak še marsikaj drugega je povezano z mačjim krempljem. Zdaj, to je mačji krempelj. To je v bistvu lubje, notranji del lubja, iz tega se pridobiva ta prah, ki ga pol uživamo. Notranji del lubja ima te čudovite lastnosti oziroma snovi, ki jih nobena druga rastlina ne vsebuje. Uporablja se tudi sama korenina, ker v bistvu korenina vsebuje tudi zelo veliko teh koristnih snovi, ampak iz ekoloških razlogov pol rajše uporabljamo notranjost lubja kot recimo korenino, ker če bi korenino uničili, potem tudi uničimo samo rastlino in da se to ne bi dogajalo, pol uporabljamo bolj ta sredinski del lubja. Ampak v osnovi je to lubje? To je lubje, ja, tako. To je lubje? Res je, ja. Zato mačji krempelj, se pravi, listi se ne uporabljajo samo lubje? Ja, v bistvu samo lubje ali korenine.
eno ali drugo, ampak predvsem ljubje. In se zmelje, posuši se, zmelje se v prah in potem tako eno čisto rastlino uživamo. Kot sem že rekla, zelo, zelo močno deluje na imunski sistem, tam tudi zviša sposobnost imunskega sistema tudi za 50%. Ampak ne deluje na tak način, da izprovocira imunski sistem, ampak tudi adaptogeno deluje na naše telo. Tako da tisti, recimo, ki imajo težave z ulceroznim kolitisom, Crohnovo boleznijo, težave na splošno s črevesjem, vnetji, ki so nekako s tem povezani, tukaj ne razdraži imunski sistem oziroma ne pospeši tudi recimo nova vnetja, ampak se adaptira. Se pravi, če imamo tukaj težave, če imamo težave z vnetji, potem deluje na imunski sistem tako, da ublaži njegovo delovanje. Tako da se telo lahko počasi samo začne regenerirati in ne napadati lastnih celic ali tkiv in tako dalje. Poleg tega pa dostikrat mačji krempelj uporabljamo ali omenjamo nekako v povezavi s tistimi tudi avtoimunimi boleznimi, ki so nekako tudi z vnetji povezani, recimo revmatoidni artritis, težave s sklepi na splošno. Se pravi vnetja? Tako. Povsod, kjer so vnetja, nekako nam lahko mačji krempelj pomaga, ali če želimo res delovati močno antioksidativno. Se pravi, tukaj so prav posebne snovi, ki jih imenujemo oksindolni alkaloidi. Do zdaj so jih nekako našli 17 različnih in to so ravno te sestavine, ki so posebne v mačjem kremplju. Pa poleg tistih vnetnih procesih na želodec, se pravi, veš, kako je danes s stresom, ogromno ljudi ima težave z želodcem, ravno iz tega razloga, da se ne znajo pravilno odzivati na stres. Preveč razmišljanja, analiziranja, zaskrbljenosti, pa malo napačne prehrane in pol so težave, ne vem, tudi z bakterijsko okužbo, Helicobacter pylori, ali pa recimo pride do kakšnega čira na želodcu ali pa, ne vem, kakšnih drugih težav vnetij, želodčnih vnetij recimo, potem nam mačji krempelj lahko zelo, zelo pomaga. Pa kot si sama omenila, zdaj, ko so kakršnekoli težave z vnetji tudi naši dlesni, seveda tukaj moramo tudi pomisliti, česar nam primanjkuje, ker dostikrat je to tudi povezano s pomanjkanjem vitamina C, kot so tudi krvavijo dlesni, pa prisotnost različnih bakterij. Ampak v vsakem primeru, če je kakršnakoli težava, lahko pomagamo na nek način zunanje v tem smislu, da zmešamo mačji krempelj z vodo, s kakšno drugo tekočino in žvrkljamo v ustih. Da se tudi prek samih sluznic, da tudi pride hitreje v kri, tudi tiste snovi, ki so ključne, ampak da avtomatski tudi pobijemo te bakterije, ki so v ustih. Lahko ga tudi grgljamo, če slučajno opazimo, da se nas loteva prehlad, da je kakšna virusna okužba, potem grgljamo nekaj časa, pa pogoltnemo in zmeri se naredi vsaj taka ena krajša ali tudi daljša kura, en mesec recimo pa večkrat na leto ali pa recimo 3 mesece naredimo kuro, odvisno od težav, ki jih imamo, tako da je priporočljivo. In jaz sem to pripravljena probati. Probaj. Probam. Greva tjale v naš kuhinjski del. Ti pomagam? Poskusiti. Ne, se je v redu. Bom zmogla vse to. Vprašanje je, če bom zmogla to popiti. Aha, ja, ti lahko vse popiješ. Ja, to je res. To je res. Če vem, zakaj je, ker recimo, jaz nimam navajen okus na sintetične zadeve, pa na ojačevalce okusa, in dejansko moji možgani, če to prepoznajo, da je dobro, je v redu. Pač ni pa verjetno za pričakovati, da bo tole imel okus po tortici čokoladni. To seveda, da ne. Ampak kot sama praviš, če človek ve, zakaj nekaj uživa, pa ve, da bo dobro delovalo na njegovo telo, potem tudi, če okus ni najbolj idealen, nekako se pripravi na to, pogoltne, s tem tudi razmišlja bolj pozitivno tudi o samem delovanju in potem stvari grejo naprej. Ja, pač... Tako da se ne raztopi. Se pravi, zdaj me pripravljaš na to, da ne bo tortica. Ne bo tortica, ja. Seveda, bolj takega zemeljskega okusa, majčkan grenke enote ima. Ena čajna žlička je dovolj. Se pravi, zmeri razmišljamo tako, da vzajemo 3 do 5 gramov na dan, ko delamo kuro. Tako da čist ena čajna žlička lahko je taka ravna ali tudi malo večja in potem se ne bo raztopilo v tekočini, zaradi tega, ker govorimo res o zmletem lubju in normalno pol se ne more raztopiti, ampak vseeno dobro premešamo, da nekako ne ostane sam na površju in potem je zmeraj dobro, da se nekaj časa malo zadrži v ustih, pa potem pogoltne. To bi bilo nekako bolj priporočljivo.
Pa definitivno ne samo ta želodac, črevesje, imunski sistem, ampak tudi takrat, ko imamo težave nekako v povezavi s črevesjem, s patogenimi organizmi, ne samo glivice, kandida in tako dalje, ampak na splošno patogeni organizmi, kjer, kot smo že rekli, deluje proti virusom, bakterijam in različnim drugim organizmom, ki niso tako dobrodošli v našem telesu. In sem pripravljena. Se pravi, spijem pa zadržim. Tako, tako. Ja. Ja, mislim, zdaj lahko pogoltneš, ampak načeloma lahko to držimo, ne vem, minutko, dve in potem pogoltnemo. Tako da na tak način je najboljše uživati mačji krempelj. Kako se ti zdi? Kaj čutiš? Jaz mislim, da je pač osebno, spirulina recimo. Aha, tebi spirulina, težavna. Spirulina mi ne gre. Zaradi tega, ker je ta von po algah mi ne ustreza. Res izjemno močenje. Tole je tortica proti spirulini. Ja, potem ponavadi se tudi da zraven še kamu, se pravi tudi taka ena naravna oblika vitamina C, kjer je potem še boljše delovanje, pa tudi okus se večkrat izboljša, tako da se lahko zmeša skupaj. Ne, tole ni panike. Dejansko ni panike. Se lahko, ja. To je v redu. Kakšni bi rekli, in všeč mi je ta ozaveščenost v Sloveniji tudi, da rečejo ljudje, lejte, kaj Slovenija ne premore dovolj znanih in poznanih zdravilnih rastlin, da moramo v Amazonko posegati, pa uvažati in ne vem kaj še vse. Ker recimo jaz uporabljam ogromno domačih zadev, domače čajčke in tako naprej, ampak tudi take rastline uporabljam in vključujem kot dopolnilo uravnoteženi prehrani, ki je lokalna, sezonska in ekološka. Ja, ni se treba braniti tudi tistih rastlin, ki pridejo nekje od daleč, zaradi tega, ker so prav posebne rastline, ker jih tukaj niti ne moremo najti, ker rastejo tudi v takih pogojih, da rastlina gre skozi marsikatere faze, pa tudi ne more tako enostavno pridobiti teh posebnih snovi in jih razviti, če bi rasle recimo v našem naravnem okolju. Ker zaradi tega je to težava, da tako potentnih, tako močnih rastlin, ki lahko naredijo hitro eno neverjetno spremembo v našem telesu, v bistvu dobimo edino takrat, ko nekako uživamo rastline, ki ne rastejo na našem vrtu. Kar ne pomeni, da jih ni treba uživati. Tisti, ki recimo nimajo tako veliko zdravstvenih težav, seveda, če spijo kakšen čajček ali kakšno domačo rastlino, mogoče za njih bo to dovolj, ampak za marsikoga, ki že ima določene bolezni ali kakšna kronična stanja, velikokrat to ni zadost in potem je dobro, da poznamo še kakšno drugo rastlino, ki nam bo pri tem pomagala, pa da je na naraven način. Da nam ni treba jemati zdravil, sintetičnih zdravil recimo, da si pol nekako umilimo simptomov, ampak zakaj ne bi uporabljali nekaj, kar tudi nekje daleč raste, ampak deluje simbiotično, pa tudi adaptogeno na naš organizem in nam res izjemno pomaga. A v Sloveniji obstaja kako ljubje, ki bi ga lahko takole zdrobili pa pil, kakor tole? Ja, obstajajo različna ljubja. Zdaj tako s takim učinkom, ki ga ima mačji krempelj, jaz osebno tega ne poznam, ampak seveda se uporablja tudi ljubje različnih rastlin, tudi hrastovo ljubje recimo dostikrat proti kakšnim vnetjem, pa tudi za marsikatero stvar. Samo je vprašanje, pravim, to, koliko smo bolni, koliko imamo teh neravnovesij in koliko hitro želimo, da se zgodi sprememba na boljše. In mislim, da mačji krempelj, vsaj v Sloveniji, kar se drugih rastlin tiče tega tipa, nima prave konkurence. Mačji krempelj sem že videla tudi veliko bolj blond. In nekje so me opozorili, Jasmina, pazi, ko kupuješ mačji krempelj, poglej barvo, da je tako temna, kakor tole dejansko, ker tista ta svetla je lahko že kakšna druga primes, ali kako? Nažalost, tako je. Zmeri te stvari pridejo, ko se enkrat pojavijo na tržišču in se pokaže, da izjemno dobro delujejo in da so kakovostne rastline, ki nam lahko pomagajo, potem se zmeri najdejo ponaredki ali nekatere alternative, recimo, ki ne delujejo tako dobro, kot bi sicer originali. In tukaj največja nevarnost, oziroma dostikrat ljudje rečejo, ja, veš kaj, sem nekaj poskusil, pa to zame sploh name ne deluje, ta reklama pa ta zgodba, da je tako dobra, niti ni v praksi
se ne more nekako tako razložiti na tak način. Ampak to je ravno zaradi tega, ker v bistvu je zelo pomembno, od kje sama rastlina pride, kakšen je vir te rastline. Zdaj, tudi ena zadeva je, recimo efekt sintetičnih stvari je veliko hitrejši, kakor pa pri naravnih, organskih, ekoloških, bioloških. Res je, v bistvu, ampak je tako. Sintetična zdravila so tudi narejena na tak način ali sintetične snovi, kakršnekoli, ki jih uživamo, prvo pridejo v takšnih močnih koncentracijah, drugo, njihov namen je, da hitro zmanjšajo simptome, ki jih naše telo kaže. Kar ne pomeni, da s tem zdravimo težave, ki so nastopili, ampak v bistvu sem zmanjšujemo bolečino, ki je recimo nastala, da mogoče lažje funkcioniramo. Namesto tega, da bi poslušali svoje telo, vsak simptom nam nekaj tudi kaže, tudi nam mogoče pove, moraš se pomiriti, moraš izbrati drugačen življenjski tempo, da bi prišel spet v ravnovesje. Ko mi zaužijemo kakšno sintetično živilo, potem tega tempa ne spreminjamo. Nadaljujemo spet z našim življenjem, ki nas na koncu pripelje do bolezni, ker zdaj ničesar ne čutimo, lahko seveda normalno delamo, ampak pol po nekem času ali po nekaj letih so lahko zelo hujše težave. Poleg tega pa recimo pri sintetičnih zdravilih zmeraj pridejo tisti stranski učinki in to meni osebno ni všeč. V redu, se strinjam, recimo, če mi hudo zbolimo, če je smrtna nevarnost in če hitro moramo nekaj vzeti, kakšen antibiotik, v redu, takrat ga moramo vzeti, potem pa bomo popravljali škodo. Ampak zakaj bi ga preventivno jemali ali ko se pojavijo kakšni manjši simptomi, če to lahko rešimo recimo po naravni poti? Ker ne želimo obremeniti svoje jetra, ledvice, zakomplicirati stvari, zastrupiti svoje telo, vplivati negativno na naše celice, iz tega se tudi posledično razvijajo kakšne hujše bolezni. Ampak recimo pri prehranskih dopolnilih, ki so sintetičnega izvora, absorpcija, vrednosti so visoke napisane, ampak absorpcija pa vprašljiva. Tako je, res je, ker zmeraj kaj manjka. Ker v bistvu dobimo bolj izvlečke. So tudi nekatera prehranska dopolnila, ki so bolj kakovosten način narejena, tudi dodane so nekatere snovi, ki lahko pomagajo, da se to absorbira, tako da tukaj spet moramo videti kakovost, kako je nekaj narejeno, ampak v vsakem primeru, če je nekaj bolj naravnega, potem narava, jaz mislim, bolj pametna. Kot smo mi, ki nekaj naredimo, ne rečem, včasih rabimo močne koncentracije, ampak tudi v takih pakiranih, kot je recimo tak mačji krempelj, že v majhni količini, v 3 do 5 gramov, recimo, dobimo ogromno snovi, ki zelo hitro pomagajo telesu. In seveda v nekem kompleksu. Tako je. Zmeri na tak način. Pravim, če želimo zmanjšati kakršnakoli vnetja, tudi potencialno, ko smo že videli, tudi Svetovna zdravstvena organizacija o tem govori, preprečiti mogoče nastanek kakšnega raka, znebiti se kakšnih patogenih organizmov v telesu. Se pravi, posegati po naravnem. Posegati po naravnem. Mačji krempelj bi mogel biti v vsaki domači lekarni, ker je tudi najmočnejši naravni antibiotik. Zanimivo. December prihaja. Tako je, priporočam. Moram ti povedati, Jelena, da ogromno ljudi, tudi če so čez leto bolj k zdravju obrnjeni, decembra se pa čisto razpustijo. To je res, vem, ja. Ja, tako je in potem vsaj takrat, če ne kadarkoli druge v letu, naredimo vse preventivo, ali imamo mačji krempelj doma, pa potem, če res pride do kakšne krize, ali če nas začne grlo boleti, ali recimo otroci, ki hitro tudi afte dobijo, potem lahko uporabljamo mačji krempelj, žvrkljamo, grgljamo, pijemo in potem boste videli, rezultati bojo neverjetni. Telo vam bo hvaležno, tudi imunski sistem bo lažje deloval. Odlično. Jelena Dimitrijevič je bila v naši družbi. Najlepša hvala za vse, kar si nam podala. Raziskujemo takole zdravilne rastline sveta. Danes smo mačji krempelj. Veste, da radi raziskujemo tudi vse ostalo. In vsekakor dobrodošli, da si pogledate še kakšno oddajo, še kakšen prispevek. In pa seveda, da se zavedate tega, da so to neki taki dodatki, a ne? In sicer dodatki čemu? Dobri osnovi dobre, zdrave, domače prehrane, lokalno, sezonsko, ekološko, pa so tisti 3 zlati ključi. Da si vzameš čas zase, ne pomeni, da si vzameš čas za to, da hodiš od kozmetičnega salona do frizerke, ampak da si vzameš čas, ko greš mogoče ob kakšno drevo,